Dobrodošli v 7. oddaji Vesela žlica. Tokrat bo vas s Filipom pripravila nekaj, kar imate vsi zelo radi. Brokoli. Ne, pico. Ok, naprej pet. Pico z brokolijem. Ja, ne. Režija, žirija, kaj imamo? Režija. Uvodna špica. Torej, Nastja, eno vprašanje, preden začneva. Ja? Kje si do zdaj jedla najboljšo pico? Shit. No? Ne vem, Filip, v Italiji po moje. Lej, jaz mislim, nekaj se moram jaz zdaj naučiti. Jaz te tvoje odgovori, ti imaš zelo malo poetike, ko govoriš. Nobenih rim, nobenih teh stvari. Recimo, daj me ti vprašaj, kje sem jedel jaz najboljšo. Filip, kje si jedel najboljšo pico? Oziroma, daj sama sebe vprašaj, Nastja, kje si jedla najboljšo? Nastja, kje si jedel najboljšo pico? Recimo, lahko bi rekla, jedla sem najboljšo pico, ko sem gledala oddajo Veselo žlico. Pripravil mi jo je simpatičen fant, ki lahko bi mu rekli neizbrušen diamant. Recimo. A če ne, tako, pa še to sem jaz neizbrušen diamant. Ok, torej pica, kako si to dela? No, bomo videli ta neizbrušen diamant, če se bo danes izkazal. Danes boš prvič zamestil svoje testo za pico. Delala bomo pirino pico. Torej, preden začnemo z testom, da povem, uporabili bomo pirino belo moko, biomalicino, potem potrebujemo za pripravo pice še sol, eno žličko soli, uporabljamo himalajsko sol, 3 žlice olivnega olja, kvas, njega imamo v prahu, lahko tudi svežega uporabljate, to je v bistvu en svež kvas oziroma 7 gramov kvasa. Kvas v prahu, lahko tudi svežega. To so tudi sestavine za originalno pa voda, originalno pico italijansko, midva pa bomo danes dodala še zdrav sladkor, zaradi tega, da bo testo hitreje vzhajalo. V originalnem receptu sladkorja ni in tudi drugače ga jaz ne uporabljam, da Filip ga danes prinesel od moje bodoče tašče. Hvala za sladkor. Torej, to je to, Filip, to so sestavine, ki bomo danes potrebovala za testo. Zdaj pa jaz predlagam, da v bistvu se ti kar lotiš dela, jaz ti bom govorila, ti pa... Tako kot doma, ja, razumem, ti boš govorila, jaz bom pa delal. Ja, tako. Torej, kje začnemo? Tehnica, jaz ti bom govorila, ti pa to prosim pripravili. Uporabila bova 400 gramov bele pirine moke, mehke. Ok. Pripravi si posodo, ker boš mogel stehtati. Daj si na nulo tehnico. On. Super, daj gor. Ne dela. Dela, 400 gramov. Ne premiki zdaj. Sem bil že kregan. 400 gramov. 400 torej, gramov. za tiste, ki ne veste, 400 gramov je 40 dek. Boš mogel kar malo bolj usipen, veš. Ja, pa smo dali 49. Gramo, 400 gramov. Ja. Veš, zmanjkala, sem mislil, da kaže v dekagrami. Drugač pa, recimo... Stop. Tako, Evo, 4, 7, 7, odlično. Naslednja stvar, ki jo boš še pripravil, moramo kar zdaj narediti, pa boš malo govoril malo kasneje, malo se zadrž, ker moramo tole dati, ker mora pol 5 minut stati. In sicer bomo v 2 deci mlačne vode dodala midva kvas, to je 7 gramov suhega kvasa. Prosim, Filip, sesuj noter kvas. Okay. Potem bomo dodali še kar polož, lahko zmešaš lepo. Mislim, veš, meni ful paše, recimo, če tebe gledam, ker si zelo prikupna, ko to delaš. No, v redu, dodali bomo v ta kvas še eno žličko sladkorja. Takle, ena žlička. Ampak recimo, če bi nekdo hoče zdravo živeti, pa ne dati sladkorja, mislim, kaj je to, če ne da sladkorja? Počasneje vzhaja testo, Filip, ne moraš počakati, ampak v današnjem času nimamo toliko časa, tudi da sem dala imela sladkor, v 1 uri bomo imela testo pripravljeno in bomo lahko naredila pico. Jaz dodam vedno v tole mešanco, še samo malo, Filip, se mi umakne. Človek glik začne delati, se ogreje. Eno žličko moke in to bomo pustili 5 minut stati. Vmes boš plakati, Filip, kaj povedal tega. Prav. Super. Tole bomo dali stran, tole imam da pokazati, da vidi, kako si ti to lepo zmešal. Da se vse stopilo. Zdaj, če se ne stopila, pa tudi si pomagajte z metlico, da se mokca pa sladkor lepo raztopita pa kvas. In če se kdaj počutite nekoristnega v življenju, se spomnite na to, da v bistvu jaz celo oddajo sam stojim pa nekaj mešam. No, dejno. Ja. To je zelo koristno, ker bo nastala zelo dobra pica. To pa bo, ker bo narejena z veliko ljubezni. No, zdaj pa lahko kaj poveš. Ja, kaj ba? Ja, nekar hočeš. Če mi nisi dala nobenega teksta.
Ja, se to je tvoja naloga, da se pripraviš, Filip, na oddajo. Ja, kaj pa naj zdaj jaz naredim, recimo? Zdaj bomo vmes počakala, da se tole 5 minut malo Aha, napije. in zdaj pa 5 minut moram govoriti. Mislim, ker pa lahko nevice bo en končno, ko sem... Ne bomo nič govorili, gremo naprej za snemanje oddaje. Jaz sem ti naredila luknjo, ti si ravno kar zakril luknjo, tako da sem naredila še enkrat. No kaj, luknjo, Vedno narediš, tom prosim posnemo od blizu, v moki, luknjico na sredini in v to luknjico na sredini boš zdaj dodal ti 3 žlice olivnega olja. Evo, tole, 3 žlice olivnega olja na žličko, 3-krat, pa tukaj v sredino to luknjico. Ok. In recimo... Polne žlice, ja. To je bila na 3/4 polna. Recimo, lahko ti povem, da ne v pici. Ja? Koliko časa recimo bo ta pica najna zdržala? Mislim, recimo, če ne bi takoj pojedla, koliko časa to lahko zdrži? Ja, če daš v pečeno, Tri. ja, 3 žlice, če daš pečeno v hladilnik, zdrži 1, 2, 3 dni. 1, 2 ali pa 3 dni. Ne, 2, 3 dni. Aha, 2 ali 3 dni. Recimo, ker jaz sem gledal, pa sem mislil, da boš tudi ti mi to lahko danes pokazala. Ja. Recimo, ta ameriški laboratorij, ki ima te svoje vojake na misijah, pa to, Ja? je dejansko naredil pico, ki zdrži do 3 let. Ja, pa to je verjetno zmrzeno. Lej, mislim, neka taka, ki samo odpreš pa poješ, ki nek vakuumsko, to, pa sem mislil, če bi mi dva isto to, da bi imela dva... Ok, urejo, to mi je danes pa zdravo naredila. No, mislim... Ne, bolj svež pisal, vse se da verjetno s kakimi dodatki, noter se tako da. Zdaj bom pa dodala še 1 žličko soli, dala vam tako pol po moki. In to je ta himalajska sol, ki jo poznate že iz prejšnjih epizod, super stvar, za libido. Ok, ja, zdaj gremo naprej. Ja? To smo zdaj naredila, zdaj pa bomo lahko počasi to dodala noter. Zdaj pa, da ti povem, preden začneš, Filip, plan je tak. Jaz ti bom noter ulivala tole kvas napojen z vodo, ti boš pa v bistvu v luknjico, ti boš pa počasi tole zmešal in pol bomo pa zamesla testo. Ok? Dobro. Sounds like a lot of fun. Da. Kaj? Torej, kaj zdaj mešam, olje ali to? Ne, tole ti boš ulivala noter, pa boš ti mešal. Ajde, deva. To mešam. Vse skupaj mešaš. A vidite, to je potem eden izmed tistih redkih trenutkov, če slučajno slišite smrčanje v ozadju, če bo mogoče Tom pokazal, imamo družbo Luna in Boja, Mojih dveh kužkov, najnih dveh kužkov. ki ima očitno vesela žlica, ni zanimiva, o čemer se bomo pogovorili. Nastja, mi lahko pomagaš tle? Ja. Jaz bi povedal par informacij. Recimo, bom tukaj samo, da medtem, ko Nastja to dela, Tom, če bi tukaj mene posnel, jaz bi tukaj povedal, torej to je Lun. On je v bistvu iste pasme, kot njegov kolega Boj. Zdaj, ta točne pasme imena ne vem. King Charles Cavalier. Torej, z Cavalier ima veze, ampak... Pa s Kingi pa Charles, samo hude. Ona dva mata, recimo, sta zdaj zelo kavalirska in sta nama pustila, da ustvarjava, tako da odlično, sta brata, nista, ne? Nista, Filip. Nista brata, drugač... Pritraš delati pico. No, ja, pica, torej, to tako, in kaj se zdaj sva tle ustvarila, Nastja? Ja, ti si zdaj šel, da naj bi rabo delati, se vem. Zdaj pa začnim mesiti. Idem tole malo zames, prvo, z rokami. S čem? Z rokami. Azuro? Pet si umiti roke. Roke si umi, ko si šla to v kuške, umi si roke, uro si dol, ker z urami se pač ne mesi. Obrisi roke, obrisi roke. Obrisi roke, ne rabiš vedeti, koliko je ura. Obrisi roke, ne! No. Ajde, dajmo, Filip. Ne moramo, zdaj to bo pica za 3 dni trajala, da naredimo. Kaj zdaj narediva? Mesiš. Ja, pa če ne hoče, nisem... Notr dej roke pa mesi. Ja, pa če... Dej. Fuj. Ja, kak fuj? Pico pa ješ. Valeg, kaj nas zdaj? Ja, dejli. Ja, pa kaj moram zdaj narediti? Ja, testo. Ja, pa kaj? Ja, pa tak, ja, to. Vso moko moraš porabiti. Torej moka se mora gor parijeti. Ja. Iz te moke moraš narediti testo. Kruha, iz te mohke ne bo kruha. Iz te moke bo pica, ne kruh, Filip. Ja, pa to zdaj razpara. Ja, ne, se ti bom zdaj sesula ven, da ti bo lažje. Dejva na mizo to vse skupaj. Jaz tudi Dej na mizo. Oj. Dejmo. Zdaj pa meni, da se ti ne prime gor na mizo. Pa probi ne vse usvinjati, vse ostalovanje. Lejte, jaz se počutim zdaj katastrofalno, sploh ne vem, kaj delam, moje roke ne sledijo mojemu telesu. Pa skupaj moraš kepo narediti, Filip. Ja, pa mi bo reč. Vse prav, fantje, tisti, ki še ne znate, se morate naučiti delati testo. Sneženo kebo. Je pa vse skupaj, pa bolj čvrsto. A mi lahko pomagaš? Ne! Dej, Filip, no
kaj dela? Daj na tla, moraš položiti. Kaj pa zdaj? Oh my god. A ja, tako! Ja, pa, zakaj mi ne pokažeš? Ja, vse sem ti zdaj pokazala, zdaj pa nadaljuj. A ja, pa tako je, pa to bi bolj jaz komot naredil. Ja, daj, nadaljuj. Ne sme dobenih grudic biti noter. To moraš fajn pregneti, se veš, tako se masira, Filip. Ne tak, gneteš. A si delal daj s plastelina, gled tehniko, Jaz sem hotel kalcone narediti. Dej, ti kalcone, no, dej, gled tehniko. Da si daš pol moke, znam, da se ti ne prime, pa gneteš naprej. Ok, gneteš, ok, deva. Malo ti dala še moke, da se ti ne prime. Pa seješ že zgnetem. Dej, no. Ha. Če res ne štekam, kaj moram delati? Gneteš. Kakšna oblika mora Ja, okrogla, lej, Saj no, že poglej. ja. Ne, fajn se mora razgnetiti, no, da bo pol kipljeno testo, pa da bo fajn mehko, pa hrustljavo potem, ko se bo zapeklo. Ne, se veš, tole ni zdaj, lej, ne sme biti grudic, zdaj. Zdaj pa res, Filip, prosim. Trika sem ti že pokazala. Ja, pa če mi roke če ne razumem giba, no, Je to, ja, gneteš, Ja, pa- gneteš, pa ne rabiš v roke, tak, ja. Ja, pa to ne noc tega. Dej, no, dej. Ne, meter, ne Ja, pa- rabiš, nisi še tam. Zelo da se ti ne prime. Jaz nimam. Se bo, sej fant se mora naučiti nekaj. Da vam še jaz ta čas povem, prvo pico so naredili leta 1750, Mi je res 1889. ne pa ne, 1750, 1830 je bila že prva pizzerija, ki danes še laufa v Nepalju. Teda Filip. A ti lahko zdaj nekaj povem. Ker so bili Perzici, se veš, pa ki je bil Darius, 600 leti pred začetkom štetja, torej 2600 let nazaj, so se v bistvu že začeli zametki pice delati, zato ker je, jaz ne vem, kaj delam, zato ker so recimo te perzijski vojaki, so v bistvu ta kruh, ki je bil, so si gor začeli stvari delati in ker je bilo toliko vroče, so v bistvu to nekako delali na svojih teh ščitih. Torej na ščitu gor, kad da bi ti jajce vrgo gor na havbo od avta, so oni s temi kruhki neki, tako se temu reče, eksperimentirali, tako da že takrat so se zametki pojavili, pa mislim, zdaj ne vem, je moja letnica točna, ampak ja, pol na neki beseda pica, mislim, da se je prvič pojavila leta 1997 v nekih zapisih in pol je ful enih legend, kdaj naj bi pol to... 997, veš kaj si zdaj rekel, to je 1997. Ne, 900, prav, torej leto 997. In zdaj, ampak tako ne vem, no skratka, kaj je bila tvoja teorija, da je kdaj to ratalo? 1750 naj je bila prva pica, prva pizzerija pa 1830. Tako sem jaz prebrala. Ne vem, jaz mislim, da so te tvoje informacije. No skratka, in kje je pol pica Margarita dobila ime? Po neki Margariti verjetno. Po kraljici Margariti, ampak mi dva danes ne bova delala... Pice Margarite, Ja. ta ima v bistvu samo 4 sestavine in sicer poleg paradižnikove mezge, še mozzarelo, origano pa baziliko, Ja. mi pa dala danes še kar nekaj drugih stvari, ampak to v nadaljevanju. Jaz sem zdaj teste zameseno. A veš, da sam prejem poveš nekaj zdaj glede Ja. tega? Jaz mislim, sem ugotovil, če me pravi, da jaz tega ne moram mesiti. Veš, kaj sem navajen na ta gib? Ok, nima veze, dajmo... Mislim, da je klavira, pa to, kaj igramo. No, kaj, ja. Zihar, ja, klavir. V glavnem, v posodo pomokamo. Tule, doma verjetno ne bodo take scenarije, kot imamo midva. Pomokamo posodo, položimo noter testo, ki smo ga oblikovali neko tako kepico. Skupaj. Skupaj in potem še v bistvu malo potrosimo z moko, zato da se ne prime v bistvu testo na posodo. Zdaj bomo pa to pokrili, lahko z v bistvu čisto serveto, jaz bom s tole pokrovko, ko jo imam, pa damo v bistvu temen in prostor, kjer ni nihanj temperature, tole počivati za vsaj 1 uro. Lahko tudi več, ampak mi bomo pustili tole 1 urco, potem pa bomo razvaljali in pripravili pico. In že smo nazaj in imam za vas vprašanje, a ste že kdaj, fantje, v rokah držali en tak hlebček? No, pustimo zdaj to. Skratka, tukaj je nastal en zelo simpatičen hlebček. V 1 uri je tako naraslo najno testo. Vzkipelo, se je razbohotilo. In sedaj je najna naloga, da ga na hitro premesna in potem bomo ga razvaljala na tale pekač. Tole je pica za 4 osebe. Ja, mislim, zgledala bo kakor za 2, ampak jaz lahko sam četrtino Ti si pojem. rekel včeraj, da zgleda tako, da bi sam za tebe bila. No, ja, Ampak oziroma dejansko pol ne moreš pojesti več kot četrtine, Zašto? sva probala včeraj, stestirala. testirala. Tako da, ja.
Jaz sem za tole, ker vem dala, bom reči jaz, ker me malo skrbiš ti, Filip. Res? Mislim, ker več ljudi v komentarjih ponavadi med veselo žlico izraža tole posodo stran. skrb nad, Ti hitro stran posodo. skrb nad mano, tako da nisi edina. Jaz vedno na hitro polko testo dam, čisto na rahlo, na hitro prevalam, Še enkrat. še enkrat, in potem ga razvaljam toliko malo, da ga malo postavim v tale pekač in potem ga v pekaču še malo raztegnem, da v bistvu prije čez cel pekač. Takle, malo si pomokamo vedno površino, da se nam testek ne prime. In sedaj, Filip Valjer, boš ti malo razvaljal? Ne. Pa ti tebe so čim kuha, dajmo, sploh ne vem, kaj te sprašujem. Poglej, kako lepe linije delam, poglej. Samo čakaj, da se ne oprimno. Ja. Ne, to moramo zdaj, veš, tale... Miza ni optimalna, ampak Steklena ni boljše na lesenih površinah, pa na pultu to delati, ampak taki so pogoji in ti pogoji se mi da znajdejo. kar, veste, kako so meni rekli košarkarski. Moraš v tej obliki moraš valiti. Aha, veste, kaj je meni rekel košarkarski trener enkrat? Ni fora, da zmagaš tekmo un dan, kad ti gre vse dobro. Dobre ekipe morajo zmagati takrat, ko jim ne gre dobro. No, okej, torej... Pač ta, no, ne dokončaj, se zdaj sem zadev obliko približno. Ja, okej. Mislim, sam še tle, so te, ja. Ne, bomo pol razvala do konca, zdaj tudi pekač že sem. Kar gor, na moko. Kar gor, da bomo pol tudi brisala. Evo, zdaj pa tukaj do konca. Jaz pa kar pa kar z rokami, tukaj malo... Kar gre, ker stvar je... Zdaj mi smo pečico že prižgala. Jaz vedno pečem dejansko, eni pravijo, da na ful visoki temperaturi na hitro, ampak meni je to testo ful boljš se spečenje, bolj hrustljavo, če ga pečem na 175 stopinj, približno 25 minut. Pečem pa na tej, ko je v bistvu ventilator, pa da spodaj malo bolj žgeno. Ja, zdaj, če imate recimo kakšno tole pečico iz časa Jugoslavije, mogoče kakšen drug znak, ampak, lej, vsej mislim, da boste... Evo, to je to, teklena hitrca. Valerja ne rabimo več. Zdaj pa je naloga tvoja, Filip, da to pico midva obložima. Ja, se strinjam. Odločila smo se, da obložima na različne načine, zato ker vsak bo kje druga všeč. Filip si je zbral seveda klasika, samo piščančji prsi in sirček. Mislim, moje želje so bile daljše, ampak je rekla, da za voljo... Pač veliko različnih salam. Potem bo ena bo tunina, pa s koruzico, zadnja bo pa čist v bistvu vegi, bo pa sama različni sirčki, pa malo pesta, pa češnjo, pa radišnji. Teda, Filip, za vse enako velja, da bova dala prvo... Pelate. Ja, pa začimbe. Jaz jih naredim na tak način, da v bistvu tudi noter imam kar pelate. Lahko date v koških, lahko date kar tiste, ko so fino mleti, jaz sem dala tukaj noter v bistvu polno. Mislim, da je 400 gramov, nekaj takega. Začimbe, jaz uporabljam samo origano pa baziliko, tu je že mešance noter, sem si že pripravila, kar jih zdatno dam, ne šparamo, še lahko damo. A to ste drugače vedeli, recimo, to pa zdaj se spomnim, to pa ni bilo v sklopu, recimo, to pa zdaj res je tako, sem se spomnil, zdaj čisto slučajno. Recimo ta Heinz, ki dela kečap, oni imajo eno skrivno recepturo, ki jo dejansko pozna samo 11 ljudi na svetu. In to se mi je zdelo fascinantno. To je Coca-Cola isto. Ja, mislim, podobno. No, mi da vse razkrijemo, da mi da skrivnosti nimamo. Tukaj bom dala še zdaj v bistvu eno žličko. Midva se ne bojiva konkurence krvja, da nimava krvja, da so najboljša. Eno žličko soli, da malo posolimo tole našo omakco. Nasti se ta moja misel, ni zdaj zanimivo očitno. Ja, torej posolimo omakco, tako? Pa spet jaz delam, pa ti skozi govoriš ljudi, ajde. Zdaj pa poli to gor. Kaj, pico? Ja, omakco po pici. A kar celo? Samo malo počakaj, da jaz najdem eno žličko. A bi lahko več slojev naredili, tako kot recimo lazanja, da bi dali ene pelate, pa pa spet testo, pa pelate? Filip, poli, no, še nisi? Ne. No dej, ne vem, kaj čakaš. Pocejamo, ne vse na en konc. Ok, počakaj malo. Ste videli, kako mi je šlo? Torej imamo 400 gramov pelatov, lahko v koških, lahko fino mletih. Dodamo 3 žličke začimb, jaz dam mešanico bazilika pa origano, pa eno žličko soli. Himalajske. Ja, lahko tudi navadno, pač kjerkoli. In se tako lepo naredi? Jaz vedno namažem kar vse, kar tudi čist do roba, mislim tudi po robu.
tole bongala, trila nek velik košček bongala stran. Pač po feelingu malo se tukaj spoznajte samo površino. Tako, no, odvisno. Zdaj jaz vedno dam, ne, sicer to pač lahko seveda tudi izpustite, so malo veliki kosti paradižnika noter. Jaz dam vedno še malo kečapa. Ja, imam tega bio Alnatura. Se mi zdi, da tako fajn okus pici dam, ne. Mislim, to je bila recimo skrivnost, ki jaz nisem predtem poznal. Je pa tudi to še moram povedati, da jaz sem rada, da je mislim, da je veliko pelatov gor, lahko date pa v bistvu tudi manj. Jaz sem dala v bistvu 400 gramov, lahko pa date Torej tudi 100 manj. gramov na osebo, če delite za 4. Ja. Tako pa malo sem pokapljala še s kečapom. Zdaj pa dejansko to je osnova, ki velja za vse 3 dele enako, zdaj bomo pa na 3 dele razdelila in vsako malo obložila posebej. Tom, zakaj pa te tam z ust nekaj kapla? Sej bo, no, sej bo, ja. Malo še. Ok, deva zdaj prvi tvoj del. Tako? To je kao moja tretjina. Ja, tvoja tretjina. Ja, moja tretjina, deva. Mama piščančje prsi. Mava. Pa tam smo sirčeke, dam, ko smo ti si naribal, da je kar pripravlja. Koga? Sir? Ne, zdaj tole mi odpri, ker samo mokre roke, no. Vidite, so določene situacije, ko moška pomoč pride prav. Takle, zdaj, mislim, jaz sestavine tehtam, vedno delam po občutku, če imate raje bolj obložite, če manj, torej čist po želji. Torej, zdaj damo... Prso in še eno prso. In tukaj zdaj gremo v tretjo prso. In zdaj smo popravili drugo prso. No, dej, Filip, dej še ti eno vrstico hitro oblož, isto, ko jaz čist zraven, ne si preveč prostore, ker ga moramo na 3 dele Pa se imam tako koruzni del, ker ni dober, je lahko manjši. Kako pa veš, da ni dober? Ker je koruza gor. Ok, zdaj pa damo čez sirček, tole je naribane damc. Tale Filipu najbolj odgovarja na pici. Filip, si že dela sendviče? Takle, evo, tole je prvi del. Zdaj si rekel, da ne smem tune zraven narediti, da gremo na vegi del. Pesto, ja. Pesto tukaj bomo dala dejansko 3 različne vrste sirov in sicer imamo mozzarelo, imamo parmezan, imamo male damce, vsakega po malo, na vrhu pa še damo potem češnjev paradižnik, jaz sem ga že narezala na 4 konce, pa malo pesto zraven čez. Ker recimo, veš, tudi tako morate biti malo kreativni. Povsod je recimo popularna pica 4 siri. Ne, naredite 3 sire, 5 sirov, bodite drugačni, zberite liha števila, ne soda. Veš, malo treba v življenju biti drugačen. Mozzarela. Mozzarela, nariban parmezan in tole. Tako. Ima kar vse porabiti. Kar vse bo porabiti. Naj bo fajn Naj obloženo. vse, ne. Lačni smo, snemamo že dolgo. Ok. Tole damo paradižnik. Filip, ti me skozi gledaš, meni tako že cel, ti si zraj, ti pa... Če si lepa. Dej. Tako si Polož paradižnik. prikupna. Jaz še nikoli nisem videl punce, ki bi tako slabo sprejela kompliment kot ti. Zaradi tega, ker so... paradižnik ješ. No, Če sem se zmotil. hiter, dej. A to vse dam? Ti bom povedala, ko bo dovolj. Ne metat gor, lepo polož. A vidite. Hiter, ne metat, meč, hitrej, pazi, uvinek. To so, ne? No, jaz sem zdaj. Ok, jaz sem pa dala tekle par kupičkov pesto naredila. Nisem rekel, da boš pesto na koncu? Ne, zdaj ga bom dala. Zdaj ga vdala, ok. Lahko ga dala tudi pol, ko je pečeno, ampak sem se odločila, da bom ga dala zdaj. To je svobodna izbira, zdaj živimo v svobodni državi. Tole je to. Tole dam še en kupček. Evo. Zdaj pa imamo še tretjo polovičko. Kjer pa se tretjo tretjino. Kjer pa se bom jaz distanciral, ker to ni moja vrst, tako da Nastja, prosim, če to te stvari... Pa nekaj smo pozabila, Filip. Ja? V tole srednjo polovičko smo pozabila mozzarelo. Ja, pa pač boste pa samo 2 sira tle, vse to je meni kar v redu. Tu pa damo na tretjo pa damo samo mozzarelo, pa zraven bomo dali tunico. Jaz imam tuno iz olivnega olja, ampak sem olje čisto odlila stran, tako da... Tako da je samo še tuna. Tako da je samo še tuna ostala. Mozzarela sem tisto v kosu kupila, pa sem zdaj samo malo z rokami v bistvu sem že prele nadrobila, da nimamo zdaj preveč dela. Dodamo tuno. Jaz to kar z rokami delam, sem si jih umila, lahko pod žličko vse lepo delate, ampak jaz mislim, da ni potrebe, da kompliciramo. Takole, evo, pica je Filip pripravljena, pečica je segreta, mi bomo dali to zdaj noter. Pekli bomo 25 minut. Drugače pa po želji lahko date tudi jajčko, jaz dam jajčko vedno po 15 minutah. Danes bomo delala brez jajčke in to pa mislim, da je to.
Ne, na mojo tretjino je šla. Dej čez. Ne bom, z tega ne bom. Če se kako češeš šla. Ja, bom pa jaz tega bila, haha, zato sem dala še malo koruze. A ti lahko jaz to že odprem? Ja, Filip, ti mi odpri. Jaz sem odpirač. Tom, prosim, posnami tole. Zdaj sam tako, da se mišica. Pej stran, da lahko Tom posname. Koga? Pico? Pej stran, Filip, mesto zdaj, sam večji mišic. Ajde, gremo. Čudovito ti gre ljubezen. In sedaj naštimamo timer 25 minut, Filip, to pa ti naštimi. In se vidimo čez 25 minut, ko bomo okušali najboljšo pico. Evo nas, ker je seveda zdaj ta glavni del moj, imam jaz predpasnik, ona je pa seveda že Pripravljena, začnem jaz, dajmo Filip ven, spiskala je 25 minut. Najprej je treba pečico izklopiti in potem zelo pomembno je, da ne daš ksihta tukaj, ko odpiraš, torej neka distanca mora biti. Pravilno, Filip. Pazi, Tom, zdaj pa, kada razlagam s tem. No, dej. In zdaj, lej. Z napačno roko. Lej, boš dobila za jest, pomiri se. Sitna kis, zdaj to se pa tle prijel, kako čem zdaj to ločo? Ne, Filip, tak ja. Ok, in kam zdaj to dava? Tule na to desko, ko smo jo pripravili na mizo. Ok, Evo, je že bilo kako minuto preveč. Ok, super. nič narobe, da Zapri pečico. zaprem pečico. Evo, pica je pečena, pekla smo jo namesto 25 minut, 27 minut, ampak nič za to, vseeno bo dobra. Zdaj je pa najina naloga, Filip, ta, da jo sprobava. Odlično, kako čva to narediti? Ja, sem ne, nekaj še moram prej narediti, moram se že poslikati z njo. Opala, midva sva se sicer res slikala, ampak sva pol tudi že kar bila malo lačna. Sama si že na grožnik dala, da lahko zdaj kar začneva. Jest, tako da mi bo to zdaj testirala, Nastja bo dala oceno. Jaz sem si izbrala tole z pestom, te pa sem dala z pač to edino, ko jo ješ. Ja. No, ne, se tudi to pesto jem. No, bomo še videli. Mislim, bomo še videli, to je No, res. ti tudi moraš si odrediti. Ja, mislim, jaz bom, ampak jaz sem hitrejši. Meni je važno, da jaz tukaj sem s kamero, da se pogovarjam in da zdaj počakam, kaj boš ti rekla. Všeč mi je, zelo dobra. Zdaj nima moram hitro nehati govoriti, da bom lahko še jedla. Aha. Malo če sicer bolj slabo režem. Je pa še vroča, tudi da pazi film. En koš še, pa dam oceno, prav? Ja. Jaz bi takole rekel. Jaz dam oceno. A ja. Takole bom rekla. Pica je dobra, zelo, okus je vrhunski. Testo je prav hrustljavo. To mi je vse všeč. Mogoče kanček, kako minuto preveč smo imela v pečici, ti da jaz ti bom dala oceno 8. Kje si zdaj? Spremljava, kaj ga to držiš. Ja, no, če ne znam, nisem čist. On je spremljevalec do spodaj, ne? Skora, Še posebej zdaj, ko dih dišisi se zgodijo, ne? Kaj je pečeno. Ja. In to mislim, da bi lahko za to veselo žlico bilo nekako to. Poskuste jo, recept je spodaj. In vesela bova vaših komentarjev, predlogov, idej, spori v komentarje. Če se pa se slučajno še niste subscribali na to je najno prikupno oddajo oziroma na Nastin kanal, imate pa tudi le nekaj gumb. Link in se subscribe, da ne zamudite dobene oddaje več. Tom, on bo tvoj kost dobil, sam to, da veš. Ok, lepo se imejte, adijo.